Lep pozdrav, Miran Peterman tukaj, zopet ponedeljek, nadaljujemo z našo serijo Facebook Live-ov. Če ste v živo, se malo pofočkajte, kakšen like dajte, srček. Če gledate to kot posnetek na Facebooku ali pa slučajno kasneje na YouTubu, pač napišite, da gledate posnetek. Danes bom govoril o frekvenci. Kaj dejansko frekvenca je? Zakaj je frekvenca povezana? Frekvenca je neposredno povezana z našimi mislimi, naše misli pa so tiste, ki kreirajo naše življenje, ki manifestirajo naše življenje. Zadnje čase ogromno poslušamo o manifestaciji, pač ogromno ljudi deli postopke manifestacije, in danes boste dobili odgovor oziroma jasnost, zakaj nekatere stvari ne funkcionirajo. Glejte, prva stvar, ki moramo razumeti, je naši možgani. Naši možgani so v bistvu oddajnik in sprejemnik misli. Misli so na nek način frekvenca, misli so valovanje. Frekvenca je elektromagnetno valovanje, lahko rečemo elektromagnetno, lahko rečemo energijsko. In druga stvar, ki jo moramo tudi razumeti, je, da okrog nas je v bistvu nek prostor. Energijski prostor, kjer dejansko je prisotna energija oziroma energijska frekvenca. Zdaj, kaj se v tem prostoru dogaja? V tem prostoru je ogromno nekih različnih frekvenc oziroma različnih elektromagnetnih valovanj. V tem energijskem prostoru okrog nas je dejansko prisotna, če smo rekli prej, naši možgani oddajajo misli. Dostikrat se nam zgodi, da se z nekom pogovarjamo in ravno ko hočemo nekaj reči, nam sogovornik v bistvu isto besedo pove. Pač pride do neke sinhronizacije, telepatija. V bistvu nekomu pošljemo misel, sprejmemo misel, dobimo idejo. Vse te stvari se dogajajo v različnih frekvencah. To pomeni, naši možgani oddajajo misli, oddajo frekvenco in isto sprejmejo frekvenco. Okrog nas so dejansko misli vseh ljudi, in dejansko prisotno je zopet frekvenca, bomo rekli tukaj, neke univerzalne modrosti, ali dejansko tega izvora neskončne modrosti, kakorkoli že lahko to rečemo. Sedaj mi dejansko z našo podzavestjo smo priklopljeni na dejansko to magnetno polje, na to frekvenco. In sedaj si predstavljate, če bi dejansko imeli to neko sposobnost, da bi vse te stvari slišali, bom rekel, zelo glasno, potem je dejansko zelo, bom rekel, neka hrupna situacija, je ogromno različnih stvari, bi nas različne zadeve zelo motile. Včasih v kakšnem filmu gledamo to, ko nekdo pač začne zaznavati misli drugih ljudi. Bom rekel tukaj, ljudje, ki so še posebej odprti, dejansko včasih izgubijo stik z realnostjo, ker morate vedeti, da ogromno ljudi, ki so v tako imenovanih umobolnicah in tako naprej, so dejansko samo toliko odprti ljudje, da vse stvari slišijo, da sprejemajo in tako naprej. Ampak ne se zdaj tukaj ustrašiti. Dejansko mi bomo pogledali, kako te stvari lahko uporabimo v svojo korist, kako te zadeve delujejo. Če smo rekli, da dejansko okrog nas so misli, ideje, vse te stvari krožijo, potem moramo razumeti, da dejansko so to na različnih nivojih. Če gledamo samo frekvenco kot recimo frekvenco čustev, frekvenca strahu je zelo nizka frekvenca, jeza in tako naprej, in potem više gor kot gremo, je dejansko neka čista brezpogojna ljubezen. Vmes so še, dejansko pač moramo razumeti, da so različne frekvence in mi, ko razmišljamo, se od tega, kaj razmišljamo, na katerem nivoju, priklopimo na neko frekvenco. Ko smo prestrašeni, se priklopimo na frekvenco strahu. Ko smo veseli, se priklopimo na frekvenco veselja. Ko smo zaljubljeni, se priklopimo na frekvenco ljubezni.
Ampak razumete, ker včasih recimo imamo vsi neko izkušnjo, ne, da dejansko pač kar nenadoma nas popade nek napad smeha, ne, in potem se smejemo kot, ne rečemo, pečen maček. Ne. To pomeni, upadli smo v frekvenco nekega šal, veselja, radosti in tako naprej. Ne. Po drugi strani pa sedaj pač trenutno smo v tej situaciji, pa ne bi želel preveč globoko v to, v tej pandemiji, ne, je pa okrog nas ogromno strahu, ogromno groze. In ko začnemo razmišljati, ne, to pomeni, da pač, ne vem, na socialnem omrežju preberemo nekaj o tem, ne, nekdo nam nekaj reče, avtomatsko se priklopimo na to frekvenco groze, na to frekvenco strahu. In potem je ker je ta frekvenca močna, ne, dejansko sami, in včasih je močnejša od nas samih, ne, da dejansko ne moremo ven iti. Ne. Kako dejansko lahko menjamo frekvenco? Frekvenco menjamo na način, da kontroliramo svoje misli. Seveda pač je to, bom rekel, eden največjih, najbolj zahtevnih zadev. Ne. Zato, ker v bistvu svoje misli lahko seveda kontroliramo preko naših čustev, ki jih občutimo. In če občutimo, da smo v nekih negativnih čustvih, potem zopet pogledamo, ok, kaj sedaj razmišljam. Ker razumeti moramo, jaz tukaj na pamet niti nisem pogledal, koliko 10.000, mislim, da je 40 ali 80.000, niti ni pomembno, ogromna številka misli, ki jih vsak dan sprocesira naši možgani, ne? In od tega, katere misli sproduciramo, od tega je odvisno, s katero frekvenco smo povezani. Ne? In dejansko preklop iz ene frekvence v drugo je možen, seveda pač lahko ga naredimo sami, tako da kontroliramo, spremenimo svoje misli. Ne? Vsak izmed nas je že imel neko tako izkušnjo. Poglejte, recimo, mogoče ste ravno se prepirali z partnerjem, ali pa se vam je zgodilo nekaj težkega, bili ste v neki frekvenci groze, strahu in tako naprej. Ne? V bistvu pač dejansko niste vedeli, kako se spraviti ven iz te frekvence. In potem zazvoni telefon. Ne? In potem greste na telefon. Ja, dober dan, Miran tukaj, kako vam lahko pomagam? Ali pa poštar pozvoni. Ne? To pomeni, da smo sami, vsi sami, vsak izmed nas, dejansko ima izkušnjo, da je že v življenju velikokrat spremenil in da lahko in da je sposoben in zmožen, da spremeni frekvenco. Ko smo v frekvenci groze, ko nas je strah, ko nam stvari ne grejo, potem lahko v sekundi presekamo, ustavi se, nehaj jokati, nehaj se strašiti, nehaj tako razmišljati. Samo v praksi je to bistveno težko. Bistveno težje. Ne? Zakaj vam to govorim? Poglejte, zato ker vedno, ko želimo iti na višji nivo, moramo dejansko spremeniti svojo frekvenco. In vedno, ko želimo narediti neko transformacijo, moramo zamenjati frekvenco. In vedno, ko želimo rešiti nek problem, moramo zamenjati oziroma iti na višjo frekvenco. Ker problem se je zgodil v neki frekvenci. In če mi to frekvenco ne zamenjamo, dejansko problema ne moremo rešiti. Dostikrat recimo pač se pogovarjam z ljudmi in pač se jim zgodi neka situacija, s partnerstvom se sprejo ali pa karkoli že gre. Ne? Nekaj podobnega se dogaja, ne? In potem se želijo pogovoriti, se želijo dogovoriti, ampak dogovoriti z katerega nivoja. Iz iste frekvence ne gre, zato ker v bistvu, ko si ti v frekvenci jeze, razburjena, potem to frekvenco oddajaš in to frekvenco oseba, ki je na drugi strani, sprejema. To pomeni, da če želiš rešiti neko situacijo, če želiš rešiti nek problem, moraš priti v frekvenco miru. V frekvenco miru. Recimo, jaz imam dostikrat izkušnjo, ko recimo začnemo, še posebej, ko začnem delati z novo stranko, ne, stranka pride, recimo, ima neko partnersko situacijo, partnerjo zapušča, ločuje se, ne, pride prestrašena, ne, in dejansko vse se trese, dostikrat se joka, ne, in potem v bistvu, kaj narediti, kako to rešiti, to je nemogoče, meni se bo zmešalo tretje, ne, in prva stvar, ki
je, jo dam v drugo frekvenco. Pač jaz imam to sposobnost, to delam, ukvarjam se z energijo, ne, jo dam v drugo frekvenco. Ne, in ravno pred kratkim sem potem vprašal stranko, sem rekel, ok, pa imate kakšno vprašanje zdaj še, kako bo to rešila, kakšen plan bo naredila. Ne? In pravi, v bistvu ne. Enostavno se počutim mirno. Ne? In dejansko, ker ko si najprej v frekvenci strahu in potem dejansko te nekdo preklopi v frekvenco miru, v frekvenco vse je mogoče, v frekvenco ni nobenega problema, potem iz tistega nivoja začneš na stvari gledati drugače. Ne? Ok, ampak kako se tukaj zgodi? Ne? To pomeni, mi smo rekli, možgani oddajo misli, glede na to, kakšne misli so, neka frekvenca in zdaj v bistvu iz tistega nivoja, ki ga mi oddajamo, se povežemo z frekvenco, bom rekel, tega magnetnega polja, ki je sestavljena iz misli drugih ljudi, zato pač tudi dobivamo in lovimo ideje. Ne? In dejansko v tem polju je pač ta še frekvenca misli, ideje, rešitve tega polja neskončne modrosti. Ne? In sedaj, ko pridemo k nekomu, nas preklopi na višjo frekvenco. In ko smo v tej frekvenci, pač občutimo stvari na tej frekvenci. Dostikrat pač vidim, recimo, so neke meditacije za preklop na višjo frekvenco, v bistvu neko, ne vem, sproščanje, karkoli, neko predavanje, menjava frekvence in tako naprej. Ok, da razumete, kaj se sedaj dogaja. Ko vi pridete na to zadevo k nekemu coachu, ni nujno, da je coach, lahko je to vaš oče, lahko je vaša prijateljica, nekdo, ki ima višjo frekvenco, oziroma je v trenutku v višji frekvenci, ima na nek način čustva, misli bolj pod kontrolo. In sedaj, ko se začnete pogovarjati ali pa ko se začnete sproščati, karkoli že je, vas ta oseba preklopi na drug način razmišljanja, drug način misli. In to pomeni hkrati drugo frekvenco. To pomeni, ko pridete vi, recimo k meni na trening, vas jaz dvignem, preklopim na višjo frekvenco. In potem ste preklopljeni. Ampak potem pa, ko greste domov, pa počasi te misli, ker pač to še ni vaša frekvenca, začnete zopet razmišljati na star način. In zopet padete v svojo frekvenco. Zato recimo, dostikrat nekdo pride na trening in potem na treningu, pač pri meni na coachingu, mu je vse jasno, čuti popoln mir in potem v bistvu, ko pride domov, se zopet, miran, zopet sem postala nemirna, zopet se mi stvari začele dogajati, zopet se mi zadeve tresejo in tako naprej. Zakaj? Zato, ker ta frekvenca ni še naša frekvenca. Isto se vam zgodi, ko greste nekam na meditacijo in tako naprej. To pomeni, da če vam nekdo, bom rekel, proda priklop na neko frekvenco, dejansko je to samo vam prodaja degustacijo. Ker v bistvu, če želite ostati na tej frekvenci, potem morate spremeniti svoje misli. Morate spremeniti misli na frekvenco tistega, ki vas je dvignil na to frekvenco. A me razumete? Ker v bistvu plejmo čista preprosta zadeva. Zato otroci so v nekih zgodbah, v nekih težavah, ne vem, nekaj se sprejo, mogoče zaradi neko igračo, mama, to mi je naredil, jokajo in tako naprej. In potem mama pride in reče, ok, kaj se je zgodilo? Ok, vse bo v redu, vse bomo rešili. To pomeni, mama otroke priklopi na njeno frekvenco miru. Če pa mama pride pa reče, pa dajte mir, pa dajte tole, jih pa priklopi na svojo frekvenco strahu. A me razumete? Zato je zelo pomembno, seveda pač za frekvenco strahu bistveno hitreje rešimo situacijo, zatremo situacijo, postrojimo situacijo, kot pa za frekvenco ljubezni, ampak to je tematika za drugič. Tako da danes razumete, otroci imajo pač neke svoje zgodbe, zgubljeni, so prestrašeni, ali pa otrok pade, se potolče in potem mama reče, vse bo v redu. Vse bo v redu, prej se bo to zacelilo, mama bo malo popihala, se nima veze. Mama priklopi otroka na to frekvenco. Če mama nadaljuje s tem, dnevno, vse bo v redu, vedno se bo rešilo, vedno boš našel rešitev, potem je otrok na tej frekvenci. In to se imenuje trening.
Trening v bistvu pač, bom rekel, isto zgodbo dosežemo z afirmacijami. Ne? Ko vsak dan ponavljamo, življenje je čudovito, ne? Čakajo me velike priložnosti, dejansko sebe dvignemo na to frekvenco. Ne? Problem pri vseh teh zadevah je, da sami nimamo dovolj vere, da sami nimamo dovolj moči. Ne? In zato ta stvar ne deluje. Delamo afirmacije, poslušamo delavnico, poskušamo nekaj narediti in se zadeva ne funkcionira. Zakaj? Zato, ker je v bistvu ta frekvenca, na katero hočemo videti, je dejansko preveč drugačna. Nimamo moči, ne verjamemo. Ne? Lahko ti nekdo, recimo, ne vem, si za nekom, ki zasluži veliko denarja. In ko se pogovarjaš z to osebo, potem se ti pač to, kar on zasluži, enostavno, recimo, ne vem, ti zaslužiš 1000 evrov, nekdo, ki pač s katerim se pogovarja, zasluži 10-20 tisoč evrov. Ne? In potem ti on razlaga iz svoje frekvence, kako to zgleda. In potem enostavno tistih tvojih 1000 evrov se ti zdi enostavno. Valjda, če zdaj zaslužim 1000 evrov, da bom prišel na 1500 ali pa celo na 2000. Ne? Ko si v njegovi frekvenci. Potem pa, ko greš domov, zopet padeš v svojo frekvenco in potem zopet, še teh 1000 evrov se mi zdi veliko. Ne? Ampak če si pa dalj časa z to osebo, to pomeni, da te ta oseba, je to mentor, je to poslovni mentor, ali pa če imate prijatelja, ki se pač investira ogromno časa z vami, ker tukaj pač rabite nek čas, da dejansko počasi spreminja to frekvenco. Ker ključ, tako kot sem rekel, ključ je, da če hočemo iti na višjo frekvenco, ponavadi ne verjamemo, da je to možno, da je to, da ne verjamemo, da je to možno, ali verjamemo, da je to možno samo ni možno za nas, ker če bi verjeli, da je to možno za nas, potem bi že bili tukaj gor. Ne. Tako da, razumete, ne, vse skupaj, tako kot sem rekel, je povezano z našimi mislimi. Teh stvari ne moremo spremeniti, zato ker je frekvenca, v kateri smo, premočna. Ko smo v frekvenci strahu, ko smo v frekvenci jeze, ko smo v frekvenci, ne vem, dostikrat recimo, ker delam na področju partnerstva, ne, včasih mi recimo kakšna partnerka reče, sploh ga ne poznam več, kot da bi bil obseden. Ne. Ja, na nek način je obseden, zato ker kaj ga je obsedlo? Frekvenca, v katero je padel, frekvenca groze, frekvenca maščevanja, frekvenca ne vem česa, vsega strahu, vse pač je povezano z strahom. Ne. In zdaj pač to frekvenco treba presekati in da dejansko potem gremo lahko na novo frekvenco, ne. In ko dostikrat to ponavljamo, potem ta nova frekvenca postane naša frekvenca. Razumete? Upam, da je bilo to razumljivo. Plejte, bom mogoče razložil še na enem športnem primeru. Ne? Če mi recimo tečemo 2 km, pač imamo neko hitrost, ne? To pomeni tečemo z neko frekvenco korakov. Ne? In dejansko sami imamo neko sposobnost, koliko hitro pretečemo tisti kilometer ali pa 2 km. Ne? Ko delamo z trenerjem, ko delamo z nekim profesionalnim športnikom, gre hitreje od nas. In dejansko mi poskušamo držati njegov tempo. In zdaj pač seveda, če gremo enkrat teč z njim, potem pač nekaj časa po tem teku imamo še tisto frekvenco, lovimo, ne, in potem gremo zopet nazaj na staro frekvenco. Razen seveda, če pač ves čas delamo res intenzivno na sebi, kar pomeni, da analiziramo, da dejansko prilagajamo trening, to je druga zgodba, ne. Ker to je edini način, ne. Ker ko dejansko, ko tečeš, ne, če ves čas ne gledaš, koliko sem pretekel, kakšen imam utrip, kako sem se počutil in tako naprej, če tega ne spremljaš, potem v bistvu pač zopet padeš v neko svojo frekvenco. Ne. In tako sem rekel, ko greš za nekom, ki je boljši, ne, in recimo, da bi tekel nekaj časa, 14 dni, en mesec, pol leta, potem avtomatsko ti prideš na njegovo frekvenco. Ne. Zato je zelo pomembno, da se vedno obkrožimo z ljudmi, ki so boljši od nas. Zato imamo coacha, ki je boljši v tistem, kar je od nas. Zakaj? Zato, da vedno gremo na naslednjo frekvenco. Če imate recimo prijatelje, se opravičujem, ampak mogoče je čas za malo
bom rekel, inventure. Ne? Če imate recimo neke prijatelje že 5 let in da ste vsi ves čas na istem finančnem nivoju v življenju, da dejansko nihče se ne razvija, da ne pritiskate in spodbujate drugega, da se razvija, dejansko ste se pač nekje zataknili. Ne? Ker ves čas moraš menjati krog, kjer se gibljaš, ves čas moraš menjati frekvenco, ne? Zato da ti greš gor z svojo frekvenco. Okay? Razumete? To pomeni možgani, misli, oddajnik, sprejemnik frekvence, okrog nas so ravno tako misli drugih ljudi, univerzalna modrost, ne? Pač ideje, rešitve iz tega, ne? Ampak zopet, ne, glede od tega od nivoja, v katerem smo mi, lahko dejansko dobivamo rešitve, ideje in tako naprej z isto frekvenco. Ne? Se vidite, frekvenca je radijska frekvenca, televizijska frekvenca. Ne? Zdaj, kako lahko preklopimo? Lahko v sekundi, če naredimo preklop, če ga, seveda pač moramo ga znati. Ne? Se v televiziji tudi pač gledate neko grozljivko, ne? Vas je strah. Glejte recimo, ne? Sam primer, ne? Kolikokrat recimo gledamo nek film, ki je slab, pa vemo, da je slab. Pa dejansko smo prilepljeni gor na tisti film in dejansko edina stvar, ki bi jo rabili narediti, je, da klik, preklopimo na eno komedijo, preklopimo na nekaj lažjega in isto v našem življenju. Ne? Zato, ker ko pademo v to frekvenco, v tej frekvenci niso samo naše misli, ampak so tudi misli vseh teh ljudi, ki so v tem nivoju. Ne? Zato je recimo tako težko za tiste, da mogoče zdaj, ampak to ni upravičilo, ampak zdaj pač imate trenutek resnice in trenutek odločitve, ne? Zato je toliko težko nehati kaditi, zato ker ste preklopljeni na frekvenco vseh ljudi, ki kadijo. Zato je težko nehati piti, zato ker v bistvu smo preklopljeni na frekvenco vseh tistih, ki se pač imajo neko to razvado ali pa v bistvu grejo v pijačo iz obupa in tako naprej. Ne? Karkoli želite spremeniti, je težko med drugim tudi zaradi tega, ker smo priklopljeni na frekvenco tistih ljudi, ki ravno tako delajo. Kako to presekamo? Ena stvar je z disciplino, ne? Da dejansko spremenimo svoje misli, jih damo na drugi nivo, bistveno lažje je pa, da vam pač pomaga pri tem mentor, da vas enostavno dvigne, brcne, zarotira in dejansko potem natrenira, da dejansko potem ostanete na tej frekvenci. Ne? Zato recimo tudi jaz ne delam raznih enomesečnih treningov, razen če je nujno. Ne? Vedno rabimo vsaj nekaj mesecev, da, bom rekel, nova frekvenca našega novega življenja, ki jo dobimo pač iz nekega delavnice, iz pač, ne vem, od mentorja, coacha direktno, ne? Da to postane naša frekvenca. Ne? Okay? To pomeni, če želite novo življenje, morate zamenjati frekvenco. Če želite večje rezultate, morate povečati frekvenco. Se veste, frekvenca včasih je nekdo govori z eno tako frekvenco ali pa nekdo reče, gremo zdaj v akcijo, kaj še čakamo, ura je, čas, pol ure smo zdaj, dobili ste dosti motivacije, zdaj gremo po akcijo spremeniti življenje in mogoče je danes dan, da se odločite. Če želite več informacij, me kontaktirajte, upam, da je bilo to razumljivo. Če imate kakšno vprašanje oziroma želje, kaj bi še želeli, da obdelamo na teh naših ponedeljkovih srečanjih, ne, mi pišite, pošljite, tako da želim vam en čudovit dan, bodite čudoviti in vas do naslednjič lepo pozdravljam.